Izvajalec del za vodovod Selo pri Pancah je bil izbran že leta 2006, vendar krajani še vedno nimajo pitne vode. Ljudje, tako kot so pred 100, 200, 300 leti ali pa še več hodili na potok po vodo, zdaj hodijo na vrtino, ker so pač potoki vprašljivi, kar se tiče oporečnosti. Sramota, da se v 21. stoletju odvija tako žalostna zgodba, pripoveduje krajan Jože. Kaj smo zakrivili, da smo tako kaznovani? Na pragu Ljubljane, vsak golob v Ljubljani ima lahko most po domače. Pa saj imajo svoj vodovod. To je v stvari končan vodohran za Selo, za našo vas. Tako vsaj trdijo na občini, a kaj pravzaprav je zanje dokončano delo? To so odkopali, pa pustili takole. Vajo ponovijo tudi drugod, a za čuda tokrat ni v igri pomanjkanje sredstev. Sredstva so nekako planirali, ker so se zavedali potreb, vendar potem so pa tekom leta, ko je treba proračun ali pa postopke peljati naprej, zaspali. Ko je bilo treba zaračunati komunalni prispevek, so se prebudili, če tudi ljudje še hišnih priključkov nimajo. In medtem, ko v nekaterih zaselkih v Sostrem prebivalci na vodovod in pitno vodo čakajo več let, celo več desetletij, je ljubljanska občina le nedaleč proč tukaj na Rudniku za komunalno infrastrukturo poskrbela tako, kot je treba. Župan v domači hiši vendarle mora imeti vodo. In kako vodovode gradijo v sosednjih občinah? Poglejmo v Ivančno Gorico, kjer so v lanskem letu gradili bistveno večji vodovod. So zgradili v enem letu, zanj porabili okrog 1 milijon evrov in v istem letu tudi dobili uporabno dovoljenje. Za nedokončan vodovod Selo pri Pancah pa so zapravili že vrtoglavih 1 600 000 evrov, pa vode še vedno ni. Ta vodovod je za nas, Vaščane, hujši projekt, ko je TEŠ za Slovenijo. To je pa za mesto Ljubljana, ker nenasitna jama. Če mestni svetniki Moškričevih prošenj niso slišali, je težko pričakovati, da bodo te uslišane v Dubaju.